Pri predmetu Uvod v računovodstvo študentje spoznajo, da delo računovodij vpliva na številne deležnike, ki s pomočjo računovodskih informacij sprejemajo svoje poslovne odločitve. Da bi lahko sprejemali pravilne poslovne odločitve, je pomembno, da so te računovodske informacije kakovostne. Takšne pa lahko pripravi samo strokoven računovodja, ki deluje po najvišjih načelih etike in osebne integritete. Vedoželjnost pri predmetu poslovna informatika vzpodbujamo na različne načine. Še najbolj pa študentje pohvalijo različne goste z prakse, ki preko svojih zanimivih primerov spodbujajo zanimanje in vedoželjnost za ta predmet in področje. Se vidimo! Pri našem predmetu razvijamo podjetnost študentov zelo konkretno. Ustvarimo okolje, varno okolje, recimo temu peskovniku, v katerem se lahko igrajo, in potem v tem okolju iščejo in razvijajo podjetniške priložnosti v skupini. Mi jim pa damo orodja, ki jim pri tem pomagajo, in pa pomagamo jim, usmerjamo jih s povratnimi informacijami. Pri predmetu Uvod v poslovanje se z novimi študentkami in študenti najprej pogovorimo o pomenu sodelovanja v poslovnem okolju, medosebnega sodelovanja, sodelovanja med organizacijami in sodelovanja v družbi nasploh. Predvsem pa iščemo tudi načine, kako se lahko vključimo v iskanje rešitev, v katerih ustvarjalni posamezniki znotraj timov ustvarjajo poslovno okolje za uspešno delovanje organizacij in za družbeni razvoj in rast nasploh. A veste tisto, zakaj matematike vsi spoštujejo? Zaradi tega, ker imamo rešitve za vsa vprašanja. To je ena varianta. Druga varianta je pa matematika je stara že nekaj 1000 let. V tem času se snov, s katero se bomo mi ubadali, ni prav veliko spremenila. Tako da spoštovali vas bomo čisto vse od začetka do konca, samo če se v te predmet naučili pa bomo. Trajnostno ravnanje se pri našem predmetu odraža v vsebinah, ki jih nudimo študentom, kot tudi v načinu podajanja študija. Namreč v sodelovanju z našo centralno ekonomsko knjižnico smo pripravili posebno študijsko platformo, reče se ji e-tutor, in tam so študentom zelo enostavno dostopne vsebine, tako knjige, e-članki, kot tudi podcasti s področja trajnostnih ciljev in pa trajnostnega menedžmenta. Letos pa smo v sodelovanju z našimi alumni in tudi menedžerji leta pripravili tudi posebno rubriko, ki se ji reče Menedžment smo ljudje, kjer prikazujemo tudi njihove trajnostne prakse. Pri predmetu vam ponudimo različna orodja, znanstveno preverjena seveda, s katerimi lahko izboljšujete medsebojne interakcije. In potem jih vi lahko na ustvarjalen način prilagodite glede na vaše želje, potrebe, trenutno situacijo. In fino je pa to, da lahko takoj naslednji dan ali pa še isti dan po predavanju oziroma vajah kreirate visoko kakovostne povezave, bodisi študenti in študentkami na hodnikih naše fakultete ali pa pri delu, ne nazadnje pa seveda ne najmanj pomembno, pa tudi z vašimi družinskimi člani, sorodniki in pa prijatelji. Poslovno okolje postaja vse bolj dinamično in kompleksno, zato odpornost na spremembe je ena ključnih vrednot, ki jo na ekonomski fakulteti razvijamo skozi spodbujanje fleksibilnosti, sposobnosti iskanja rešitev za aktualne izzive in vztrajnosti pri premagovanju ovir in doseganju ciljev. To so hkrati tudi ključne lastnosti vseh tistih, ki želijo v svoji karieri napredovati.